Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane v oddaji Sreda v sredo. Pravzaprav gre za, bom dejal, predzadnjo oddajo v letu 2015, ki se počasi izteka. To leto je bilo zaznamovano s kar precej stvarmi, o katerih se bo še govorilo tudi v letu 2016. Med drugim nas je v drugi polovici leta, zlasti z oktobrom mesecem, zajela tako imenovana druga migrantska kriza, torej drugi migrantski val, ki se je preprosto zlil preko Slovenije v zahodno Evropo. Po zadnjih podatkih je od 17. oktobra pa do danes v Slovenijo vstopilo preko 350.000 migrantov. No in ne glede na to, da so se skušali naši državni organi na ta val pripraviti, kar se da pač po njihovih močeh, velja jasno in glasno pohvaliti zlasti pri tem humanitarne organizacije, na čelu seveda za Karitas, pa tudi Rdeči križ in druge humanitarne organizacije. No in ena od Karitasovih organizacij, ki je bila maksimalno vpeta preko svojih prostovoljcev v ta dogajanja pri reševanju humanitarne krize, je bila soboška škofijska Karitas, in zato 2 dni pred svetim večerom je moj gost, generalni tajnik soboške škofijske Karitas, gospod Jožef Kociper. Dobrodošli v oddaji Sreda v sredo. Ko sva se pred nekaj trenutki srečala, ko sem vas vprašal, kako je zdaj, ko počasi leto gre k koncu, imate kaj časa, ste rekli, da nimate časa. Kaj se dogaja? Ja, v Karitas je vedno lepo, vedno pestro in vedno zahtevno. Tudi tile časi adventni, ko smo v pričakovanju rojstva Jezusa Kristusa, nekako bi še radi iztržili iz tega sveta maksimalno, in so te naše zemeljska dela še toliko bolj potrebna, kajti veliko je ljudi, ki so bili pri Karitas nam v podporo, ljudem v stiski, in je prav, da se tudi srečamo. In glih pred nekaj minutami sem se vrnil z Radgone, kjer so se prostovoljci, ki so pomagali v tem nastanitvenem centru za begunce, sami organizirali, so spekli pecivo in tudi kakšno pijačo, sok, in to so skupaj prinesli, da se po dolgem času, ko že niso imeli par tednov dela, spet vidijo in srečajo. In je bilo zanimivo gledati, kako lepa velika družina, 150 ljudi je bila, srečnih, zadovoljnih. Nekako so bili potrjeni, da so nekaj dobrega naredili v tem našem norem, divjem svetu. In sem tudi sam vesel, da je vaš urnik tudi sovpadal s tem, ker prejšnje ure sem bil spet drugje na terenu, na drugem koncu Štajerske. Tako da res lovimo te naše trenutke in še darujemo eden drugemu, kolikor lahko. Upam, da ljudje ne bojo zamerili, če včasih moramo, ko nam je najlepše, tudi zapustiti prizorišče in odhiteti naprej. Povejte mi, škofijska Karitas je letos praznovala 7. obletnico, če se dobro spomnim. Ja. Oziroma bo 7. obletnica, tako? Je že, tako. Ja. Zakaj? Namreč vseeno slovenska Karitas praznuje 25 let. 25 let samostojne države je tudi nekako povezano z 25-letnico ustanovitve Karitas. Pa vendar, temeljni steber Karitasa so prostovoljci. Tako. 1. maja leta 1990 je Slovenska škofovska konferenca ustanovila slovensko Karitas. Takoj potem so se ustanovile 3 škofijske Karitas, ker takrat so bile 3 škofije. Hkrati sočasno so se pa ustanavljale župnijske Karitas. Tako da ljudje so začutili, da so potrebni. Že leta 1990 so bile velike povodne
In takrat se je Karitas takoj odzvala, ljudje, ki so ta čut imeli v sebi, so se takoj odzvali in priskočili na pomoč ljudem v stiski. Potem pa že naslednje leto, 1991 pa 1992, se je pa začela pač nažalost ta naša vojna, ki je v Sloveniji trajala 10 dni, drugje nižje dol pa veliko dalj časa in veliko žrtev je. Ne. In takrat, ko so ljudje bežali, tako kot danes bežijo pred puškinimi cevmi, so se zatekli v Slovenijo in so naše župnijske Karitas, predvsem lahko izpostavimo župnijske Karitas Beltinci, zelo postavile v bran tem ljudem in so v majhnih prostorih več 10 ljudi nastanili in jih več let tudi jim pomagali. Danes imajo lepe spomine na tiste mlade ljudi, otroke in odraščajoče, ki so takrat bili leta 1991-1992 tukaj pri nas, so danes zdravniki, profesorji in imajo eno lepe spomine in se radi vračajo in so hvaležni tudi tem ljudem, da so jim sočutno jih slišali in uslišali v tistih njihovih stiskah. Ravno tako ti ljudje, ki danes bežijo iz teh krajev, ki sicer so zaenkrat še zelo kratek čas pri nas, smo hvaležni vsem tem našim prostovoljcem, ki se razdajajo tudi iz drugih humanitarnih organizacij, seveda. In je en gospod, ki se je poslavljal iz Radgone, begunec, ki je bil nekaj ur samo tukaj, je začutil to družinsko naravnanost teh naših prostovoljcev, je rekel en starejši gospe, vi ste bila moja mati v tem času, hvala vam. In je šel naprej. Soboška škofijska Karitas je seveda povezana z usodo Soboške škofije, torej ko je bila Soboška škofija ustanovljena, tako, se je tudi 2006. Tako, je potem posledično tudi nastala škofijska Karitas. Tako, aprila bomo praznovali 10 let od ustanovitve škofije Murska Sobota, 1. januarja 2017 pa bomo praznovali 10 let, odkar je bila ustanovljena škofijska Karitas, in od takrat naprej smo še bolj bili poklicani k temu, da to energijo naših prostovoljcev po vseh župnijah Pomurja, 36 župnij imamo, nekako poskušamo združevati, animirati v dobrobit ljudem v stiski in se ljudje odzovejo. Imamo preko 1000 prostovoljcev, ki so v lanskem letu naredili 39 000 in nekaj prostovoljnih delovnih ur. Tako da smo ponosni na te številke, predvsem pa na te ljudi, ki so dejansko čuteče pripravljeni videti in slišati sočloveka v stiski. Tako da to je pa največ vredno, kar lahko damo kot ljudje. Dajmo malo povedati o tej strukturi organiziranosti škofijske Karitas. Torej, na vrhu je vodstvo škofijske Karitas, potem so pa župnijske Karitas. Tako, recimo aprila meseca smo imeli največjo intenziteto 2007, ko smo ustanavljali še tiste manjkajoče župnijske Karitas. Približno polovica jih je bila ustanovljena, ostale smo pa potem še skupaj nekako začeli ustanavljati, pa tudi tiste malo poživiti, ki so bile že ustanovljene. In imamo 36 župnij in 35 župnijskih Karitas. Tako da v sleherni župniji lahko ljudje potrkajo na vrata in pač pridejo do prijazne in tople besede sočloveka, ki je pripravljen slišati in poslušati njegovo stisko. Potem pa imamo škofijsko Karitas, kjer sem jaz imel nekako to čast, da sem bil poklican v to službo generalnega tajnika škofijske Karitas Murska Sobota januarja 2007 in hvala Bogu zaenkrat nekako skupaj oblikujemo to našo škofijsko Karitas. Prvi predsednik je bil gospod Jože Hozjan, ki je še tudi danes predsednik škofijske Karitas, ki je župnik v Pečarovcih, in nekako sva skupaj potem začela
nadaljevati to naše poslanstvo, ki je že imelo seveda svoje korenine in jaz sem tudi član od 91. leta Župnijske Karitas Odranci in te izkušnje so nam vse prav prišle potem tudi kasneje, ko smo lahko skupaj na tem drugem nivoju začeli graditi našo skupnost. Potem pa Slovenska Karitas je pravzaprav potem sestavljena iz 6 nadškofijskih oziroma škofijskih Karitas. Točno tako. Do leta 2006 so bile 3 škofijske Karitas, ker so bile 3 škofije in ko so se ustanovile nove škofije, smo tudi organizacijsko strukturo Karitas prilagodili tej organizacijski strukturi cerkve na Slovenskem in od takrat naprej imamo 6 škofijskih Karitas, ki skupaj potem oblikujejo to našo slovensko Karitas, katera pa je dejansko začela potem tistega 1. maja leta 1990. Tako da je to tudi tako organizacijsko narejeno, da vsaka škofijska Karitas preko generalnega tajnika ima v strokovnem svetu svoje zastopstvo, kjer nas je 6 škofijskih generalnih tajnikov in generalni tajnik Slovenske Karitas in skupaj potem Še en prekmurski rojak, ja, tudi Odrančar, gospod Imre Jerebic, doma je iz Odranec, smo ponosni na to, da je tudi on pionir tega našega karitativnega dela v Sloveniji in se kar malo pogočimo, da pridemo ta. Povejte mi, vprašanje seveda osnovno je, ali vsaka škofijska Karitas deluje zase, ima svojo politiko karitativnega delovanja in nekaj skupnih akcij na nacionalni ravni, naprimer klic dobrote. Tako, klic dobrote je že leta 1990 bil prvi in tudi zdaj je bil 25. Tako da ta skupna identiteta preko tega klica dobrote, ki je v Celju od samega začetka, pa tudi še v današnje dni, je naša nekako povezovalna točka, kjer se potem vsi prostovoljci Vseslovenske Karitas nekako srečamo in v tisti cerkvi na Ponikvi jo kar malo raztegnemo, da nas več gre noter. Tako da nas sreča kakšnih 1500 ljudi, prostovoljcev na Ponikvi, pa potem tudi v Celju, kjer je potem tudi tale prireditev. Tam tudi zdaj že nekaj let smo si celo privoščili, da si kakšni golaž naročimo, ki ga prostovoljci Karitas pripravili in tako naprej. Tako da nam je to druženje potem še tudi v to. Povejte mi, ali imamo Slovenci v sebi ta socialno razvit čut? Sodeč po vseh teh stvarih, ki so se dogajali, bi rekel, da ja. Jaz moram reči, da sem srečen, da sem lahko v Karitas, v strukturi Karitas in verjamem, da smo Slovenci sposobni čutenja, da čutimo sočloveka v veselju in v stiski, da imamo ta čut. Mogoče pa je dobro se tega tudi zavedati in ga negovati, kajti lahko se hitro zgodi, da nam začne ta čut upadati in pač bomo videli, da tisti človek, ki nas potrebuje, za njega nimamo časa, volje ali pa celo, da se ga bojimo nekako mu priti naproti. Meni je nekako v spominu ostalo zadnje čase, ko pripravljajo ljudi, kako pomagati nekomu, ki nezavestno leži na cesti. Te naše raziskave so pokazale in tudi videnja, da smo se bali pomagati ljudem. In so ljudje rajši šli mimo, samo da ne bo potrebno odgovarjati, da ne bom jaz kaj kriv. In ko pa so tile strokovnjaki, ki so povedali, da tistemu človeku, ki mu je zastalo srce, ne more škodovati, se pa ljudje lažje odločajo, da pomagajo človeku. Prav tako je pri pomoči, pri solidarnosti v dobrodelnosti. Bojimo se ljudje pomagati, ne vemo, kako pristopiti. Vendar, če človek
sprejme sebe in je nekako sam imel to izkušnjo, da je nekoga potreboval. To je zelo bogata izkušnja, prositi, pomagaj mi. Tisti človek, ki je imel to izkušnjo, pa je dobil dober odziv, je tudi kasneje v življenju lahko veliko lažje in bolje pomagal. Veste, kaj me rahel črviček grize, namreč nekaj se spomnim, leto 2009, ko smo v Murski Soboti bili priče pravzaprav socialni bombi, ki je eksplodirala tako z Pomurko, ki je šla v stečaj, zlasti pa seveda za tovarno Muro. Takrat tisti, ki bi morali iti naproti ljudem v stiski, tistih ni bilo poklicanih. Medtem ko ste se pa v Karitasu in drugih organizacijah humanitarnih pa znali nekako stopiti naproti. Ja, v Karitas je vedno nekaj zanimivega za učiti se. Nobena stvar ni enaka drugi stvari. Kot ste pravilno ugotavljali, je bilo marca, aprila meseca, ko v Pomurki niso imeli mesece že plač. Ljudje so bili v vakuumu. Bili so zaposleni, niso imeli pravico države terjati. Bili so v podjetju, niso dobili plače, računi so pa hodili. In res je, takrat jih je, ne vem, če je to primerno reči, hvala Bogu, malo bilo že v Pomurki zaposlenih, 400 pa nekaj, ker je Pomurka bila velika in lahko smo se dogovorili, da bomo vsem enako pomagali. Ja. In smo prišli naproti z nekimi simboličnimi stvarmi. Sej tisti paket hrane, če je bil vreden 10, 15, pa tudi 20 ali 25 evrov, materialno ni bil, Bog ve kako močan, da bi nekdo od tega obogatel. Smo pa rekli, tu je možnost, ker takrat smo še upali, da bo Mura dalj časa še živela. Zgodil se je september, oziroma oktober 2009. Tako. In smo potem prišli naproti. In veste, da so ljudje si to zapomnili, da smo se spomnili na njih, da smo čutili z njimi. Pa še potem tisti pakete, ki jim je prišlo zelo prav, ker so bile stiske tako velike. Potem pa, kot pravite, je prišel tisti september, ja, potem pa je spet, kako pa zdaj pristopiti? Nekaj tisoč ljudi. Ni šlo. Smo pa morali neke kriterije narediti. In takrat smo naredili kriterije pač skupaj z sindikatom, ki je bil tam zelo močen in je prav, da sindikat skrbi za delavce. In potem smo kar veliki ljudem pomagali, tudi z takšnimi skromnimi paketi. Vendar so prišli, potrkali so še ljudje na naša vrata. In če je kdo prišel, pa je rekel, tudi jaz sem potreben, je tudi dobil, tudi če je izpadel iz tistih kriterijev. Kajti pomembno je to, da človeka sprejmeš. Tisto materialno se potem že najde. Tako da ni isti recept za vse zadeve. Tako da so te zadeve, kjer moraš biti kmečko pameten, kot bi to rekli, in presoditi, kaj zmoreš. Da ne obljubljaš več, kot zmoreš. To je zelo pomembno, ker potem smo vsi razočarani. Tisti, ki so bili prikrajšani in tisti, ki so rešili prej povedati, kot smo Muri lahko rekli, smo rekli, tolikšnemu številu ljudem lahko pomagamo z tem in tem. In potem smo skupaj naredili to neko izbor, pač kako smo lahko. Ko smo se pred 25, 26 leti zdaj že odločili, da gremo na samostojno pot države Slovenije. Prihodnje leto bomo slavili 25 let osamosvojitve. A ste morda kdaj, tudi v najbolj črnih mislih, se morda vam utrnila misel, da bo leta 2015 na pragu revščine in pod pragom revščine tretjina slovenskega življa? To je pa zanimivo in tehno vprašanje. Veste, mogoče smo včasih malo zavedeni. Mogoče mi včasih pričakujemo samo neke rožice. Življenje je pa izponov in padcev. Kot osebnostno, tako družinsko, tako tudi družbeno. In če
In zaradi tega je lepo, da se učimo. Veste, tudi v Svetem pismu že piše, da je bilo potrebno pomagati. Pa je to 2000 let stara. Stara zaveda še 1500-1700 let več in tako naprej. Vedno so bili potrebni pomoči ljudje. Ljudje smo si različni po talentih in po tem, kako te talente izkoristimo. In vedno, ker smo družbeno bitje, eden drugega potrebujemo. Revež potrebuje bogatega. Bogat potrebuje reveža. To so neke naravne zakonitosti. Je pa možno v teh ekstremih tudi boljše gospodariti in lepše za vse ljudi živeti. Je prav bi bilo, da bi imeli več posluha, kajti ne zavedamo se, da smo v najbolj bogatem delu sveta. Ekonomsko, kot danes v Evropi živimo, nikoli v zgodovini nismo živeli tako ekonomsko bogatega. Žal, pa midva sta že srednja generacija, pa vidimo, da smo včasih živeli ekonomsko skromno, pa socialno bogato življenje. Jaz sem to imel vedno nekako spoštovanjem, sem povedal svojo osebno izkušnjo. Ko sem bil 5 let star in 5 dni, se je v Odranci zrušila cerkev in je pokopala mojega očeta. Takrat je nas ostalo 7 otrok. Najmlajši je bil 3,5 leta, najstarejši 13,5, mati sama. Danes, če vzameš svinčnik in papir, to ne gre. Takrat ni bilo socialne podpore. Saj za našo družino ne, ker so pač bili drugi časi. In smo preživeli. In lepo izkušnjo imam, da smo živeli zelo skromno ekonomsko življenje, tudi smo bili lačni včasih, ampak socialno bogato. Povejte mi, kako pogosto se dogaja, vem, da smo ljudje, težko se odpremo, ko skušamo pač nekomu pojasniti svojo stisko, zlasti na področju sociale in tako dalje. A vam dostikrat potrkajo na vrata? Glejte, zdaj že imam nekaj kilometrine in kar hitro vidim, ko človek pride po škornje ali pa po kos kruha, da ima veliko več za povedati. Se spomnim iz začetka 2008. leta ali pa že mogoče 2007. pride gospod, smo še bili v Martjancih, gor po stopnicah, je prišel do hišnega praga. Takrat sem še sam bil, nobenega še ni bilo zraven zaposlenega in pravi, gospod, jaz sem prišel na Karitas. Če bo kdo vedel, da sem bil tukaj, se zdaj odbrnem pa grem nazaj. Seveda sem pač mu moral obljubiti in to obljubo sem tudi držal, da nišče ne bo izvedel tega. In potem mi pravi, sem bil velik gospod, sem vozil Mercedesa, tudi 2 sem imel. Stvar je bila taka, firma je propadla, moja lastna firma. Danes nimam ne zdravstvenega zavarovanja, ne tega socialnega zavarovanja, ne morem k zdravniku in nič. Veste, to so in takih ljudi je veliko, ki čez noč v trenutku padajo. Mi ljudje pa imamo tisto sliko malo nevoščljivosti in privoščljivosti in teh ljudi ne moremo razumeti. Veste, ni enostavno razumeti, da nekdo vozi stari Mercedes, pa da je lačen. To nam ne gre v okviru vaše Karitas, zato tudi deluje par teh dejavnosti, kajti včasih verjetno ljudem več pomaga topla pa prijazna beseda, kot pa kos kruha. Ja, zdaj že lahko rečemo, da se dobro razvijamo. Tudi ta Lazarjev dom, ki smo ga 14. maja lanskega leta odprli. Tukaj imamo en splet programov, ki podpirajo vse te dejavnosti. Tisti ljudje, ki pridejo v ljudsko kuhinjo, dejansko imajo veliko raznovrstnih. Koliko zdaj dnevno skuhate obrokov? 85-86 obrokov. To sem se pred slabimi par meseci vprašal javno, kakšna je to država, da sredi
bom rekel, kmetijske pokrajine ima ljudska kuhinja, takrat je bilo 70, meni se zdi, ljudi, ki so prihajali po obrok. Ja, žalostno je, žalostno je to. Vendar nekako smo hvaležni tudi Mestni občini Murska Sobota, ki predvsem tole ljudsko kuhinjo materialno podpira skoraj v celoti. Potem pa te podporne programe, ki potem nekako naredijo splet teh pomoči. Recimo zdravnik, dr. Köveš je pripravljen priti vsaki torek od 16 do 18 tukaj zastonj delati, pomagati ljudem, tisti, ki nimajo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Potem imamo tudi logopedinjo, ki je zdaj že kakšno leto v pokoji, izkušnje bogate in predvsem dela z starejšimi, ki so po kapi in ki so recimo doživeli kakšno nesrečo in so izgubili sposobnost govora. Potem nam pride ob sredah iz Ljubljane, iz Zavoda Pelikana, gospod Zvone Hodvar-Žnidarčič, strokovnjak za bolezni zasvojenosti, ali pa Lojze, ki tudi prihaja zraven. In potem, kar je pa zelo potrebno in pomembno, imamo tudi možnost, kjer se ljudje lahko umijejo. Morebiti se ne zavedamo, da v Murski Soboti... Ja, so brezdomci, pa nekateri so na cesti, nekateri so pa doma brezdomci, ker nimajo elektrike in vode. In to že lep čas. Leta 2015. 2015 nimajo vode, pa ne elektrike, nekateri že več let tudi ne. Nekateri živijo tudi v takih prostorih, ki nikoli ni bila elektrika pa voda. Tako so tudi ljudje, ki to vrstno pomoč potrebujejo. Kaj pa psihološka pomoč ljudem? Ker konec koncev priznati moramo, depresija je vsako leto hujša. Zdaj mi znotraj Škofijske Karitas imamo te programe, te specializirane psihološke programe, potem jih pa napotimo v druge ustanove, tam, kjer potrebujejo. Velikokrat pa ljudje imajo urejeno te zadeve, pa jih obravnavajo strokovnjaki. Želijo pa nekako, tako kot se midva zdaj pogovarjava, en takšen človeški pogovor. Pride tudi kakšna gospa, ki pride od zdravnice specialistke in bi se še rada z nami pogovorila. Kajti nekako bolje dojema to, kar lahko mi tudi slišimo. Ker ti ljudje rabijo sočloveka, da ga posluša. To se nam mora biti včasih zdi majčkeno nekako vprašanje, ki ni enostavno. Zdravniki so tempirani, morajo hiteti in sigurno gospa, ki ima 1001 problem, ni zadovoljna s tisto obravnavo, ker ni časa. Saj to bi tudi. Tako da so tudi ljudje, ki potrebujejo čisto miren kotiček, kjer se lahko vsedejo, kjer lahko se odprejo in povejo pač svoje stiske. In potem jim je lažje in potem lahko rastejo spet naprej. Spomnim se prav v tej zvezi, pred 7-6 meseci je škof dr. Peter Štumpf napisal neko sporočilo za javnost, ki je precej ogrelo in razvnelo zlasti oblastne strukture, ki so mu zelo groben način nazaj napisale, češ, vi se ukvarjate s pastoralno dejavnostjo, te stvari pa pustite nam. Ampak takrat sem jaz tudi ogorčen na to reakcijo državnih organov napisal, ne bi se ukvarjala cerkev z drugimi dejavnostmi, če bi država svoje naredila, kar bi morala. Ja, hvala za to misel. Mislim, da bo vedno potrebno imeti inštitucije in bo vedno potrebno imeti tudi prostovoljstvo, ki bo dopolnjevala, pa tam tiste stvari nekako blažila, kjer inštitucija ne more. Pa če majčkeno preslikava to v materialnem smislu, prav je, da država ima računalniški izračun, kdo dobi, kdo ne dobi. To je pač kriterij. Ampak
okoliščine so pa velikokrat človeške in drugačne. Tisto, kar računalnik odreže, tam pa potem nastopimo mi. In vidimo tisto trenutno stisko konkretnega človeka v konkretni situaciji. In potem smo mi poklicani, da za enkratne stvari pridemo mi naproti. Mi nimamo sistemskega denarja, pa bi rekli, vsak evro dobiš ali pa nekaj takega, ne? Ampak za enkratno stisko in tako naprej. Tako da dopolnjevanje zelo dobro je, če se državne, paradržavne inštitucije in te humanitarne lepo dopolnjujejo. Jaz moram povedati, da od samega začetka, od 2007, sem šel po vseh centrih za socialno delo. Zelo toplo so nas sprejeli, ker tudi oni vidijo, da delamo za istega človeka. Za istega človeka delamo in če bomo delali za več stvari, za več strani, toliko lažje bomo temu človeku pomagali. Tam, kjer človek ima srce na mestu, da želi pomagati, se tudi centri za socialno delo želijo pomagati. Ampak oni morajo slediti tej doktrini, da smo pač po tem zakonu vsi enaki. Mi pa potem lahko neke stvari dopolnjujemo. Tudi občine zelo dobro poznajo naše delo in so hvaležne in podpirajo Karitas. Kajti delamo za iste ljudi in potem skupaj lahko večjim ljudem pomagamo. In to je pomembno razumevanje paradržavnih, državnih inštitucij, pa humanitarnih in drugih. Da imajo Slovenci res v sebi razvit ta čut humanosti, solidarnosti, mi konec koncev potrjuje dejstvo, da ob tednu Karitas konec novembra, pa ob tisti prireditvi, ki je bila v Celju, da smo Slovenci zbrali nekaj čez 110.000 evrov, če se spomnim, ampak ni važno. Na tem, bom rekel, škofijskem ravni pa je pred dnevi bil tudi klic dobrote pa v Puconcih in sem bil presenečen nad tem, kako množično so se Pomurci odzvali na ta klic. Ja, prav imate. Imamo ta čut. To moramo biti ponosni, tega se zavedati. In če bomo mi ponosni, da je to nekaj dobrega, pozitivnega, bojo tudi drugi, ki še razmišljajo o tem, lahko kaj prispevali. Lepo ste iztočnico dal v zeleni dvorani v Puconcih, smo imeli 29. novembra v nedeljo popoldne ob 14. uri prvi tako imenovani ekumenski klic dobrote. To je pa še posebej pomembno. Ja, drugače smo imeli tudi že 23. škofijski klic dobrote, prej smo imeli pomurski klic dobrote, zdaj pa škofijski klic dobrote. Pa smo nekako, je tu predsednik Hozjan, ki je župnik v Pečarovcih, šel v tej smeri, da pa so te goričke župnije manjše in nimajo nekega skupnega prostora. In smo rekli, bomo pa probali združiti 3 župnijske Karitas, to so Martjanci, Pečarovci in Kančevci. Pa še je priložnost, da še pokličemo k temu projektu evangeličansko humanitarno organizacijo Podpornica in še Binkošno cerkev. In smo združili te moči in v začetku septembra smo se dobili, 3-4 krat smo naredili koncept in smo rekli, da bomo imeli tako imenovani ekumenski klic dobrote, kjer smo združili to našo prostovoljno delo na kulturnem področju in potem na humanitarnem področju. In tista zelena dvorana je dejansko bila polna do zadnjega kotička, tako da je bilo ljudi, pravijo tisti, ki so šteli, čez 800-900 ljudi in je bila prireditev 2 uri dolga, enkratna prireditev, ljudje se dobro občutili, pa tudi mogoče bi izpostavili, nekako smo dobili priložnost, da smo temu 10-letnemu Nejcu prišli naproti, ki čaka na operacijo v Ameriki. Stroškov je itak zmeraj veliko in veliko pričakovanja ima. In ta Nejc, ki je tam uvod naredil v našo to humanitarno dobrodelno prireditev, Vse grame do srca, ne? Tako, nas je vse nekako
In potem na začetku so ljudje dajali, ko so pa odhajali, so še imeli možnost darovati, pa so še veliko denarja darovali, tako da so se ljudje enkratno odzvali in res množično in tudi bogato podprli to našo humanitarno prireditev. Prebral sem si novoletno oziroma božično poslanico soboškega škofa dr. Petra Štrumfa. Nočem zdaj od vas nobene poslanice, želim si enostavno, da mi poveste, kako si zamišljate leto 2016 in Karitas. Ja, upam, da ne bom preveč samozadosten. Jaz moram povedati, da imamo čudovite sodelavce. Zdaj imamo na škofijski Karitas 3 javne delavce, 2 asistenta. Zdaj tudi z 1. januarjem odpiramo materinski dom, ki bo imel svoj dom v Sveti Jurij ob Ščavnici, pa v Turnišču na 2 lokacijah. In nekako bi želel, da ob tem velikem Lazarjevem domu, ki ga imamo v Murski Soboti, rastemo še tudi nekako malo širše po Pomurju, ker le smo pomurska škofijska Karitas. Mogoče kot zanimivo smo tudi edini, kjer se državne meje pokrajine in škofijske meje pokrivajo, so identične, tako da to smo tudi veseli. In bi bili veseli, če bi nam ta projekt uspel, da bi spet tistim mamicam, ki se bojijo imeti otroka, pa premišljujejo, kako pa kaj, da bojo vedele, da jim lahko nekdo tudi pomaga pri tem, da bojo prišle v neko prijazno okolje, ali pa tudi tiste mamice, ki trpijo doma zaradi takšnih in drugačnih okoliščin, nasilja, alkoholizma in tako naprej, da vejo, da tudi so inštitucije, je ena druga družina, drugačna družina, kjer so sprejeti, kjer lahko tudi rastejo in za svoje otroke lahko tudi nekaj naredijo. Tako da v tem bi želeli uspeti v tem našem prizadevanju, da bi vzpostavili ta naš materinski dom in bi za 10. obletnico, ki bo 1. januarja 2017, bili ponosni, kot smo danes ponosni na Lazarjev dom v Murski Soboti, da smo nekaj spet naredili za te naše ljudi, ki so v težkih in preizkušenih stiskah. Gre za neko, kako bi rekel, paralelo med stanjem na področju sociale in nasiljem v družini. Ja, tukaj pa mogoče je prav, da smo malo zaskrbljeni. Nekako naša kultura je bila, jaz se spomnim od malih otrok, še vsaj tistega Clintona, ko smo imeli 50-60 litrov, kultura je bila, da ko je kdo potrkal na vrata, si mu ponudil kupico domačega Clintona. Vina, torej, da bodo gledalci vedeli, kaj je Clinton. Ja, tako da je zadeva z nami zrasla. In tudi danes še imamo to, da ne znamo se veseliti, da ne znamo praznovati brez alkohola. Mogoče dolgoročno nas čaka izziv za Prekmurje in Prlekijo ali Pomurje skupaj, da na tem področju vsi skupaj stopimo in začnemo delati. Jaz bi moral tudi, če bo to malo kasneje, povedati o 40 dni brez alkohola. Kar zdaj povejte, ker nam počasi minute iztekajo, se oziroma čas najnega pogovora. Ja, potem pa bi tole rekel, da je to ena lepa preizkušnja za slehernega od nas, da sami sebe testiramo, pa da vidimo občutke, tudi če nismo pijanci, tudi če nismo vsak dan spili, ampak eno določeno časovno obdobje, 40 dni, da zdržimo brez kapljice alkohola. To pa je nekaj, kar vsak sebe testira. In takrat, ko bo dal to skozi, ali pa tudi ne bo dal, mnogi ne bojo dali skozi, bojo videli, kaj trpijo družine, kjer je pa alkohol vsakodnevno prisoten. Tako da, to je pa od prve postne srede naprej, od pepelnice pa do konca
posta, tako da vabljeni, da vsi skupaj še na tem področju spet nakažemo en nov program, ki nas čaka za Škofijsko Karitas Murska Sobota in za vse nas. In na koncu najnega pogovora nisem, ampak vseeno bi vas vprašal, v nedeljo smo imeli referendum, kjer smo Slovenci, ki smo šli na volitve, odločno rekli ne noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih skupnosti. Kako vi komentirate? Ja, jaz bi povedal sledeče. Prej smo majčkeno omenila nasilje v družini. S tem zakonom, ki je pa bil narejen, je pa bilo nasilje v državi. Prav je, da se urejajo pravice, prav je, da tisti, ki čutijo, da so jim pravice krajšane, povedo svoje. Ne smemo pa z istim orodjem zdraviti različna zdravila, bolezni. Tako da to je pomembno, da smo dejansko zavrnili ta zakon, da lahko tiste pravice, ki so umanjkane tem ljudem v posebnih stiskah spet, se uredijo na primeren način, da bojo oni zadovoljni in da tudi ti ljudje, ki imajo prikrajšane te pravice, bi bili nesrečni, če bi nekaj na silu naredili. Tisto, kar bo pa narejeno v nekem primernem času, v razvojnem času in bo držalo potem tudi dalj časa in bomo vsi skupaj bolj zadovoljni, tudi oni bojo imeli svoje uspehe. To je pa bilo nasilno narejeno, kajti brisati spol, to pa mislim, da bo zgodovina o tem pričala, da je bilo prav, da smo zavrnili ta referendum. In na koncu, kako naj povem, vse dobro vam v Božiču, seveda tudi vsem sodelavcem Karitasa in seveda srečno 2016, boste pa dežurali verjetno čez te praznike. Zdaj mi javno kuhinjo imamo odprto v delovnih dneh. To smo od samega začetka tako nekako in ljudje to razumejo. Če je kakšna posebna stiska, kakšnega posebnega človeka, tisto rešujem na drug način, tako da nimamo službenih obveznosti. Če pa se zgodi kaj nepričakovanega, potem pa se pač odzovemo na tisto konkretno stisko. Tako da jaz bi tudi našim gledalcem zaželel vse dobro, še v teh iztekajočih se adventnih časih, pa naj nam dete prinese tistega družinskega miru in neko pričakovanje potem tudi za naprej, kajti le to nas povezuje in človek je družinsko bitje in je prav, da to znamo negovati. So tudi družine, ki niso celostne, tudi jaz sem rastel v taki družini gor, ampak vemo in čutimo, da pa smo bili ena skupnost družinska in to tudi naši otroci vedo, kje rastejo gor. Hvala lepa in še enkrat vse dobro. Mi pa se vidimo čez teden dni. Srečno.